Boštjan Cesar, dobrodošli in lepo pozdravljen v intervjuju Vijolični 1 na 1. Ker prvo vprašanje, NK Maribor v očeh Boštjana Cesarja kot igralca in trenerja, če obrnemo čas nazaj, in NK Maribor danes, ko Boštjan Cesar, šef strokovnega štaba vijoličastih. Lahko rečem, da sem imel privilegijo, da sem igral z igralci, ki so igrali v tem času za Maribor, ki so delali v klubu in ki so bili na koncu tudi moji soigralci in na koncu tudi prijatelji. Tako da sem že takrat, ko sem igral kot mladenič za Olimpijo, nato v Dinamo in nato naprej, sem veliko dobrega slišal v Mariboru. Nenazadnje tudi rezultati govorijo, da je Maribor bil zmerom v ospredju, bom rekel, v Sloveniji, da ima največ lovorik v slovenskem nogometu. Tako da slišal ogromno dobrega, slišal, da Maribor živi za nogomet celo mesto, da ima vojsko navijačev in nazadnje tudi sem zdaj, ko sem trener, tudi to občutil. Odločitev, samostojna trenerska pot in takoj NK Maribor, tako kot bi rekli naši južni bratje, prvo pa muško. Res je, jaz sem že po evropskem prvenstvu, ko smo 2024 bili za Slovenijo, sem imel to željo, da začnem samostojno kariero in ko je Maribor poklical, nisem niti delčka sekunde razmišljal, da ne bi sprejel ta izziv. Je bilo kaj straha ali samo spoštovanje? Pa ni strah, ne bojim se v življenju stvari, ker mi je življenje tako naučilo in že, ker sem bil rostno mlad, v 16. letu starosti odšel v Dinamo Zagreb, tako da res se tukaj ne bojim izzivov in nogomet je najlepši šport na svetu, najlepše delo, ki ga delamo in zato sem se nazadnje tudi odločil. Turčija priprave do sedaj, v bistvu smo skoraj že pri koncu. Kako ste zadovoljni? Kdo vas je recimo od mladih najbolj navdušil, kdo od starejših je tisti, ki je mladim za vzgled? Lahko rečem, da priprave potekajo po planu. Zelo sem vesel, da ni nobenih resnih poškodb, da igralci delajo te stvari, ki smo se izmenili. Seveda je en del, ki je zelo težek, tako za nas trenerje kot vodstvo in nazadnje tudi igralce, da uvajamo mlade igralce. Imamo zelo talentirane, ampak so zelo mladi, tako da vsi mlajši igralci vejo, kaj je Maribor, kakšna so pravila in kakor ste rekli, starejši igralci, bomo rekel, ali pa izkušeni igralci, tukaj imajo veliko vlogo, da jih dajo na prava pota in da jim povejo tudi največ v Mariboru. 3 pripravljalne tekme, če štejemo tisto z Istro v Ljudskem vrtu in 2 tukaj v Turčiji, mogoče kratka analiza teh tekem. Ja, vsaka tekma je nekaj za sebe, močni nasprotniki, tako da glede ustvarjanja šans sem zelo vesel, da smo se ustvarili na vsaki tekmi kar nekaj šans, na to tudi v zadnji tekmi poentirali 4 gole proti zelo težkemu nasprotniku. Glede te faze smo naredili premak naprej. Je res, da v nekaterih pogledih še nisem čisto zadovoljen, ampak to je proces, ki ga bomo mogli piliti vsak dan. Za vsakega gosta, ki sedi na tem stolu, se trudimo izbrskati nekaj njegovih fotografij. To nam je tudi za vas uspelo, pa če bi lahko pokomentirali kar prvo, ki je kar nekaj časa nazaj, vidim. Ja, moja familija, mama, oče pa brat, ki so mi bili skozi ob strani od začetka do sedaj, ki so preživljali dobre in slabe stvari z mano, tako da neizmerno sem vesel, da so me naredili takšnega, kakor sem. Brat Igor je 4 leta starejši, tudi zagrižen športnik, povedal pa nam je,
da je bil Boštjan vedno boljši od njega, da bi se lahko v teku preobul teniske, bi vseeno zmagal, da je bil na miznem tenisu boljši. Skratka, zelo športna družina. Ja, mi smo kot familija zelo tekmovali, tako da kot staršem, tako tudi z bratom. Vsi smo bili vpeti v šport. Je res, da sem naredil to kariero, ampak zelo sem hvaležen, da so bili del, ki so bili z mano. Mladosti ste radi imeli vse športe, tudi bili dobri. Zakaj nogomet? Mogoče zaradi prijateljstva, ker imel sem prijatelja Sašota, ki sem skupaj trenirala in atletiko in nogomet. Na to sem tudi jaz igral košarko za šolo in za klub Ježica. Na to pa sem v enem obdobju tudi z očetom se pogovorila in mi je dejal, da se moram odločiti za en šport in jaz se odločil za nogomet. To je dobra odločitev. Če pogledamo zdaj, je zelo dobra. Zdaj kot upokojeni nogometaš in aktivni trener pa smo slišali tudi dva športa, boks, jiu-jitsu. Pa to je res. Po aktivni karieri, ki sem se upokojil kot igralec, sem začel trenirati boks in jiu-jitsu. Nekaj sem rabil, ker sem imel preveč energije in sem zelo užival v tem obdobju. Je pa res, ko si trener, da ne moreš preveč trenirati. Ja, in prehajati mogoče malo z bolečinami, tako da zelo sem užival v tem športu. Kot trener ne uporabljate teh? Ne. Mislim, da je dosti že pojava, ki se pojavlja. Sicer pa smo izvedeli, da, in koliko smo vas lahko spoznali, Boštjan Cesar razmišlja zelo po nemško. Se pravi, drži se nekih pravil življenja, tudi nogometnih, drži se prehrane, nemško strogo. V Nemčiji pa niste nikoli igrali, je bila kdaj želja? Imel sem ponudbo Bochuma, ne vem, katerega leta. Bil sem že v pogovorih, ampak na koncu se ni realiziral transfer. Je pa res, da me je bolj vleklo v Italijo in v Anglijo. Anglija mi je bila želja, tam sem tudi bil in na koncu ni mi žal, da nisem šel v Nemčijo. Kot ste omenili, samo 16 let ste bili stari, ko ste praktično od očeta in mame oziroma pač skupnega prebivališča v Ljubljani odšli v Zagreb. Je bilo to težko? Ja, težko odločitev. Mislim, da je bila težja za starše, ker sem šel od njih in jaz sem imel željo, da grem v tujino. To je bil Dinamo Zagreb. Velik klub, velik pritisk in nazadnje sem bil tujec v Dinamu. Je pa res, da me je Zagreb in Dinamo naredil človeka. Tam sem tudi spoznal ženo in uspel, bom rekel, v Zagrebu. Vaše domovanje. Domovanje. Lahko rečem, da je vsaka država mi nekaj dala, ampak če moram izbrati tri, je Slovenija, Hrvaška in Italija. Tako da v Zagrebu sem preživel res lepa leta in kot človek sem dozorel. Marseille je tista druga postaja, ki jo morava omeniti. Pravijo, kdor preživi Marseille, da dobi debelo kožo. Res je, Marseille je specifičen klub z nešteto velikim številom navijačev, ne samo v Marseille, ampak tudi v Franciji in v svetu. Težak klub, velik pritisk in težko je z besedami opisati to veličino in strast Marseille. Potem tudi Anglija, ki ste omenili, izkušnja iz PBA-ja. Če ne bi bilo Roberta Korena, ne bi bil v Angliji, ker me je nagovoril, da pridem v West Bromwich. Lepa izkušnja in dober rezultat smo naredili, da smo prišli v Premier ligo. Potem Grenoble in postaja oziroma mesto, ki ste ga tudi vzljubili, Kijevo, Verona. Ja, če se vrnem na Grenoble, majhen klub v francoski prvi ligi z japonskimi lastniki.
stadion fenomenalen, tudi ljudje sem užival v mestu. Bilo je dosti Balkancov, bom rekel, v klubu, tako da prilagoditev je bilo zelo lažja. Je pa res, da če potegnemo črto, Verona, italijanska liga, za mene najboljša liga in meni pisana na kožo. Mesto fenomenalno, rad se vračam in imam veliko prijateljev. Kot zanimivost, v Veroni vas kličejo boss, čeprav ni nujno, da to pomeni šef, ne? Ja, tako so me začeli klicati in še dan danes. To je zaradi imena, ker jim Boštjan Ja, ni šlo. takrat so igralci, mislim, da je to Dario Daneli začel in tako sem ostal, tako da so me vsi in tudi prijatelji in v nogometa me kličejo boss. Z Verone imamo dve fotografiji, ki sta stari 12 let, čeprav sem samo desni odrsal. Ja, to je prva. Mislim, da je to marca 2013. Kaj mogoče veste, kdo je bil fotograf? A ga poznam? Ja, A je tukaj v bližini? v tej sobi. Pol vem. Dolg časa že nazaj. Fotograf je rekel, da normalno, zaradi Neče Veroni, da ste šli mimo vrste, da ste se malo po balkansko Pa šunjali. to smo, če ne bi, mogoče bi še zmeraj čakali. Vrsta velika, zmeraj gužva. Bojan je tukaj tudi, ne vem, je to naključje v življenju, da je to tako, da ko sem prihajal na pogovore, je Joka odhajal iz Verone, je rekel, da ne ve, če bo ostal. Pa sem rekel, da prihajam in je res. Sedel se v avto, šel nazaj in se zmenil z Verono, s Kijevom. Tako da od tega trenutka naprej, že prej sva se poznala, ampak od tega trenutka Bojan imam same lepe besede in fenomenalen človek, prijatelj in zadnji tudi sodelavec. Še eno boma desno, ta je tudi z Verone, tudi z istega. Ne, lahko bi rekel, da ti dve fotografiji sta dokaz, da je strokovni štab vijoličastih lahko nežen, to je rekla, to je prva, pa tudi dovolj ošter, če je potrebno, ne, malo v šali. Ja, prvo, da rečem, jaz lahko znam prepoznati situacijo, kaj je prijateljstvo, kaj je delo in po potrebi, kot ste rekli, sem lahko nežen, lahko pa tudi grob. Pravila na igrišču se pa poznajo. Na igrišču ste bili, ko je treba, kar dovolj ošter. Mislim, sem tudi kot trener isto, če je potrebno, ampak je pa res, da sem razumljiv in vem, kaj točno bo. Prostega časa v bistvu nimate tudi zaradi tega, ker ko imate proste dni, se peljete v Zagreb domov v svoji normalno izbranki. Pravijo, da prostega časa ni, ko pa ga imate, oziroma prosti čas porabite za izbranko in sprehod z psom. Držite? To je res. Imam rad vse in ko imam čas, rad grem na sprehode z ženo in s psom, tako da uživam ob sprehodih, daljših sprehodih in to je tudi eno sprostitev za mene in za mojo glavo. Desno je v bistvu Roki, kot smo izvedeli. Ja, res je. Nažalost ga ni več, ampak 9 let je bil, bom rekel, popotnik z mano in evropski pas. Pravijo, enkrat bokser, vedno bokser. To je, zdaj imam tretjega, tako da zdaj je prišel Tesla in prvi je bil Attila, Roki, Tesla, vsak svoj karakter, ampak vsi veseli in ko me čakajo. Roki je se rad tudi kopal, vem. To ni hotel iti ven, ampak na tej sliki je glih kontra, ne? Dobro, je res. Čakal, da jaz prijem, ampak je rad. Naslednja, Roki na snegu, če smo. Ja. Se pravi, bil je popotnik na morju, v planinah, Italija, Slovenija, Hrvaška, pa bom rekel tudi v Avstriji, na planinah je bil skozi mano in sneg je povezan tudi s tem, da smučate.
učili ste se smučanja z športnim direktorjem. Ja, res je, ko smo še igrali v Dinamu, sem mogoče rekel dvakrat šel na smučanje. Na to sem naredil pauzo od 25 let in res nisem tvegal zaradi poškodb. Ko sem končal, sem šel tako na smučanje. Imam rad planine in tudi morje, ampak planine je res, ta bela idila je nekaj posebnega. Zadnja fotografija je pa sedaj, se pravi Tesla v garaži, pa ni avto, ampak je to vaš najnovejši. To je nov, ja. Pa tega moramo še nekaj naučiti, ker je še mlad, bom rekel, blesal, ampak se počasi uči in se more. Ne postanemo nič drugega. Imamo tudi nekaj vprašanj, kdo vam je ljubši, zelo kratkih. Vi izberete tistega, ki vam je bolj pri srcu, se pravi prvo Harry Kane, Tyson Fury. Tyson Fury ali Roger Federer? Roger Federer. Roger Federer, Michael Jordan. Michael Jordan, Lewis Hamilton. Michael Jordan, Usain Bolt. Michael Jordan, Virgil van Dijk. Michael Jordan, Mo Salah. Michael Jordan ali Luka Modrić. Luka Modrić. Najljubši nogometaš nasploh, kdo vam je? Najljubši? Pa moj idol je bil Marseille Desailly in Alexander Nesta. Tako da bom rekel Marseille Desailly. Najboljši soigralec, s katerim ste igrali? Franck Ribéry. Boštjan Cesar, najlepša hvala za vaš čas, obilo sreče naprej in seveda čim več zmag, da bomo vsi bolj veseli. Hvala tudi vam za povabilo.